Med članki na Zaviku avtomobilnost tokrat najprej izpostavljamo novico, da je na slovenske ceste končno zapeljal težko pričakovani Nissan Leaf. Najbolje prodajani električni avto na svetu, avto, ki je začel električno dobo, skratka avto, ki je spremenil svet avtomobilizma. Kaj novega prinaša zdaj, najbolj povzema ta izjava. This is not an electric car. Kot nam je v hipu postalo jasno na lanski tokijski premieri, je novi Leaf postal mainstream, klasičen avtomobil, vsakdanje uporaben avto, ne pa več vesoljsko čudo, ki mora voznike prepričati v preklop na elektriko. No, zdaj, ko je to že dosegel, prinaša drugačno noviteto, že znano, a potencirano. Stopalko za pospeševanje, s katero hkrati tudi zaviramo. Uvaja vožnjo zgolj z eno nogo. Mimogrede, še novica, kar se oblike tiče, minuli teden so Leafu tudi odrezali streho. Takole je videti. Leaf se hvali tudi z množico asistenčnih sistemov in pisali smo že, da je Evropska komisija pripravila seznam, kateri morajo postati serijski do leta 2021. Pri Evropskem konziliju za prometno varnost so dodali, da lahko v 15 letih pričakujemo, da bodo ti ukrepi preprečili 25.000 smrti. Evropski ministri za promet pa so se uradno zedinili glede novih pravil pri podeljevanju licenc za profesionalne voznike tovornjakov in avtobusov. Po novem bodo ti morali opraviti tudi usposabljanja glede prepoznavanja različnih nevarnosti na cesti, tudi tistih zaradi vremena, pa naučiti se bodo morali soočiti s stresom in distrakcijami med vožnjo. Še ena znamka pa se je odpovedala dizlom, Maserati. Hkrati so napovedali Alfierija, kupeja z imenom četrtega izmed bratov Maserati. Na voljo bo tudi kot priključni hibrid. Pa še to. Na domače ceste je zapeljal novi Opel Combo, tokrat namesto s Fiatom, zasnovan skupaj s Francozi. Novi Combo torej ni več nemški Doblo, ampak nemški Berlingo oziroma Partner. In na polno smo že zakorakali v sezono avtomoto dogodkov. Tokrat so se recimo zbrali ljubitelji starih kultnih ameriških mišičnjakov, seveda podkrepljeni z V8 bencinskimi motorji. No, vmes je bil tudi orjak z dolgim nosom. Na sprehod po idiličnem Volčjem potoku pa ste lahko šli tudi v družbi pretežno predvojnih starodobnikov. In kot smo že lani ugotavljali skupaj s člani Kamniškega društva starodobnikov, so to vrstni klasiki tudi v Sloveniji vse bolj iskani predmeti zbirateljev, ki rabijo nekam trajno shraniti svoj denar. Še večja množica navdušencev pa se je zbrala na kavi na Ukmarjevem trgu v Kopru. To vrstni kričeče obarvani superšportniki, pogosto hitro in drzno napimpani, svoje vrednosti ne ohranjajo tako dobro v denarnem smislu, vsekakor pa jo zelo dobro ohranjajo z vidika obračanja navdušenih glav. No, in teh zlepa ne bo zmanjkalo.